konc 2013-2014 sem začel, tako da to je kar dosti nazaj, ne, večina ljudi, ki recimo spremlja zadevo, takrat niti ni bila polnoletnih še recimo, ne, in tako naprej, jih je kar dosti takih, ne, tako da to je bilo eno tako dolgo učno obdobje, ne, vsak mogel skozi stojiti. Pri nas seveda je bilo že kar nekaj močnih teh recimo trgovalcev, ne, ljudi, ki so se spoznali, ampak ni bil še tako mainstream, kot je danes, ki praktično ni človeka, ne, ki ga ne bi poznal, da vsaj nekaj stvari ne vedel v kriptu, ne. Jaz osebno sicer tako nikoli se nisem smatral za finančnika, ne, to mi je bilo zelo zanimivo, ne, številke mi nikoli nikak niso šle, ne, zmer sem bil bolj PR-ovsko usmerjen, marketing in te stvari. Pa je pa ta firbec mečkan me je malo tako zavlekel, no, in sem rekel, ok, ajde, bom pa jaz probal, da vidim, prej sem bolj v teoriji spremljal, ne, se pravi, kaj Bitcoin in tako naprej, takrat še velikega dela teh kriptovalut, ki se danes niti ni bilo, ne, 2013-2014, tako da se je začel z Bitcoinom. Znanje je šlo zelo hitro naprej, ne, predvsem na račun kar nekih izgub, ne, finančnih, ker dosti razumem ljudi, ki me danes kontaktirajo, pa pravijo, ne. Ta prva stvar, kar jim rečem, je, lej, ne sekiri se, vsi smo šli skozi to, ne, zdaj tiska prav, da nikoli nič ni izgubil še, ali laže, ali pa nikoli ni trgoval, ne. Kriptokrat je pa v bistvu bolj nastal kot neka želja, da jaz mečkam mogoče pomagam tudi ljudem, ker so se dostikrat z vprašanji name obračali, ne, in treba razumeti, da to so finančne zadeve, ne, finančni trgi in to ni hec, ne. Trgujemo s pravim denarjem, ni to monopoli, ne. Včasih so zelo tragične zgodbe ozadja, ne, in dejansko ljudje včasih mogoče pozabljajo to zadevo, no, da je to resna stvar, ki ti lahko omogoča izjemno lep zaslužek, mogoče pa še hitreje izjemno lepo izgubo. Ne. In kaj misliš, da se ljudje odločijo zaradi tega, ker letko, jaz bom zdaj čisto svoje povedal. Vsak hoče biti milijonar na hiter način. In mislim, da se ljudje mogoče s kripto tam dostikrat opečejo glih zaradi tega, ker mislijo, da bo prišli do hitrega zaslužka. Ali je možno danes hitro zaslužiti, ali je boljši nekako korak po korak, pa korak po korak? Mislim, vsekakor je možno hitro zaslužiti, ne, ampak odsvetujem to, ker je to izjemno rizično, ne. Vemo, da recimo kovanci danes marsikiri več 1000% imajo donosa letno, ne, in zdaj vsak si lahko zračuna, že če 1000 evrov vložiš, recimo, ne, kakšen donos je to. Nijo banke, nijo naložbe, ki bi ti hitreje dala donos, kot ti kripto recimo da, ne. Problem je pa požrešnost, recimo, ne. Mogoče bom danes kako stvar mečkam bolj grobo rekel, ne, ker želim, da tudi mogoče se ljudi to mal prime, ne. Vsak od nas, ne, ki je kadarkoli delo za denar, ne govorimo o kripto, ampak da si hodil v službo, karkoli, ne, pozna, ve to, koliko je treba nekaj narediti, da nekaj ustvariš, ne, da noben od nas ni, bom rekel, sinko ali pa hčerkica po poklicu, ne, da ti denar pade iz ne vem kje, iz očkovega žepa ali od mamičnega denarnice. In je treba mečkan centno to, kar vložiš noter, ne. Absolutno se da vložiti noter relativno mehen znesek in velik znesek tudi ven potegniti, ne. Poznam kar nekaj primerov, kateri so imeli, bom rekel, veliko sreče z Bitcoinom, ne, ker so že takrat, ko se je vse skupaj začel, ko je prišel to v Slovenijo vložili, smešne denarje za danes. Ja, koliko je bil najnižja, ker si ga ti začel spremljati, koliko je bil takrat Bitcoin? Koliko je bil takrat? A je bil evro? Ne, je bil več že takrat. Mečka več je bil, ne, ampak dejansko, prvič, ko sem ga zasledil tako, da sem res je bil par centov, ne, tako, ko sem začel, ampak dejansko, ko sem začel spremljati, je bilo že to mečka neka višja vrednost, že ne govorimo po teh vrednostih, ko je danes, ne, 40-50 tisoč evrov in tako naprej. Mogoče bi rekel, no tako, vsekakor se da dobiti izjemno lepe donose, ne, ampak vseeno priporočam ljudem, da grejo lepo sistematično naprej, ne. Dve taki pasti se vedno pojavljate, ne, ko začnemo. Ena je ta požrešnost, ne, drugo je pa, bom rekel to, da ta FOMO, ne, fear of missing out, ne, to so dve pogoste napake, ne, ki recimo se pojavljajo. Ampak to ponavadi takrat pride, kaj nek trend, ta bull run, se kar vsi neki napalijo. Ja, zato, ker ljudje napačno gledajo. To je ta psihologija, ki jo razumem, ker sem se tudi jaz ujel od začetka od njo, ne. Vsi gledamo zelene številke, ne, in vidimo nek kovanc, ki izjemno raste, ne, medtem in so nam izjemno zanimivi, medtem ko tisti kovanci, ki so v rdečih številkah, nam niso zanimivi, ne. In vsi kupujejo
ko je tukaj gor, ne, vsi, no, pač, predvsem neizkušeni, ne pa od spodaj, ker je nizka cena, ne, ker je to razmišljanje, ne, aha, ta je v rdečih številkah, je v minusu, to se ponovadi ne kupuje. Ne, glih obratno je. Tisti kovanci, ki so, bom rekel, bolj pri tleh, ne, so bolj zanimivi, večji donos imajo, ne, ker če je nek kovanc naredil, ne, 30, 40, 50, 100% rast, ali pa tudi več, ne, še zmer lahko nekaj zraste, ne? Ampak je večja verjetnost, da je že dosegel tisti vrh in bo šel v korekcijo dol. Medtem, ko imamo nek kovanec, ki je kvaliteten, enega si tudi omenil na začetku, ko smo se prele pogovarjali, recimo, lahko naredi pa izjemno lep donos. Ne? In to se morajo ljudje naučiti. Prvo stvar, da se pravi, kupuješ, ko je na tleh kovanec, prodajaš, ko je na vrhu. Ne? Se pravi, buy low, sell high. Se pravi, zdaj je čas za kupovanje danes, recimo, ker je šlo vse dol. Ja in ne, odvisno od načina. Ne? To je eno zelo pogostih vprašanj. Mene ljudje skoraj vsak dan me zasuvajo, ali kupam, ali ne kupam, ali ne, ali kakorkoli. Prvo vprašanje je odvedno, kakšen način trgovanja ima posameznik. Ne? Ali je to hodlanje, se pravi na dolgi rok držanje, ali je to kratkoročno trgovanje, se pravi, ali je to scalping, ali je swing trading, day trading, kakorkoli. Ne? To sta dva različna podatka. Ne? Zdaj, če nekdo kupuje na dolgi rok, recimo, ne? Pa lahko kupuje, ne vem, Cardano, Bitcoin, to sem jaz spadam v to, se mi zdi not. Ja, tukaj je recimo... Investitor bolj, ne? Verjamem v projekt. To je zelo pametno. Ne? Če verjameš v projekt, ga preučiš, držiš na dolgi rok in to je tudi najbolj donosna strategija še zmeri. Ne? Mogoče ni najbolj seksi, je pa definitivno najbolj donosna. Ne? Zdaj, analiza, ki sem jo delal po tem opacu Bitcoina, ne, recimo je pokazala, da vsi tisti, ki smo recimo vlagali v Bitcoin na dolgi rok, nismo v izgubi. Smo še zmeri nekaj izgubili, nismo pa v minusu, nikakor ne. Največ so izgubili te, bom rekel, ki so na kratek rok kupovali in pa bom rekel, zelo tako v paniki prodajali celotno zadevo. No. Tako da projekt je treba poznati, treba je razumeti, v kaj se investira, ne, in pa še ena stvar mogoče, kar je zelo pomembna, predno razmišljamo o tem, da bomo super milijonari, ne, investirimo sam toliko, kolikor smo pripravljeni oziroma si lahko prvošme izgubiti. Ne. Zdaj, ali je to 100 evrov? Lej, tudi 100 evrov lahko daš, 500 evrov, kakorkoli. Ni neke številke, ne, ki bi rekel, zdaj pa to je pa smešna. Ne. Za nekoga je tudi 100 evrov. Zato, ker denar je itak za vsakega. Vsak ima svoj... Vsak ima svojo, bom rekel, mejo, oziroma kaj mu denar predstavlja. Enemu 100 evrov predstavlja tako nekomu 10 evrov, enemu 1000, kako nekomu 100, odvisen, koliko je močen na tem. Drži, ne? To je bilo zelo lep začetek. Dobrodošli na podcastu, z nami Boštjan Cizelj. Dejva čisto za naše poslušalce na začetku. Greva zdaj nekako sistematično. Kaj točno kriptovalute delajo? Oziroma, zakaj so kriptovalute zakaj so nastale kriptovalute? Pravzaprav kriptovaluta je bom probal zelo preprosto povedati, da bo res vsakmu jasno. Ne? Kriptovaluta je v osnovi neka alternativa trenutnemu bančnemu sistemu, trenutnemu fiat valutam, kot so dolar, evro in tako naprej. Tukaj sta zdaj dva segmenta. Ena je ta tehnični segment, ki omogoča prenos transakcij v zelo kratkem času za praktično minimalen znesek. Drugo je pa tudi, bom rekel, predvsem ta decentralizacija. Začeli so vse z Bitcoinom, ker vemo, da fiat valute, dolar, evro in tako naprej so kontrolirane strani bank. Bodi si, da so to državne banke, bodi si, da so to, ne vem, kot so katerakoli banka ali pa Evropska centralna banka, Svetovna banka in tako naprej. In fiat valute so centralizirane, kar pomeni, da skupina ozkega kroga ljudi pravzaprav nadzoruje celoten sistem, kar pomeni, da lahko ustvarja ekonomske pogoje na trgu praktično skoraj, kakor se jim zazdi. In odgovor na to so bile kriptovalute, se pravi, začeli se z Bitcoinom, kot neka alternativa decentralizacije, ki pravzaprav pomeni neko finančno svobodo, tako čisto preprosto povedano. Vsi poznamo zgodbo Satoshija Nakamota, ki naj bi razvil celotno zadevo. Zdaj, a res stoji to ena oseba ali to več ljudi v zadnji stoji, to je stvar pač vedno diskusije. Verjetno tega nikoli ne bomo vedeli ali pa še zelo dolg. Ne? Dejstvo pa je, da je kriptovaluta ali pa blockchain in tako naprej naredil revolucijo in ki se jo po mojem mnenju zdaj v tem trenutku ne da več ustaviti že nekaj časa. Banke sicer probavajo vsake toliko časa, slišimo kako novico, da kdo prepove pa da ne dovoli nakazovati na menjalnice in tako naprej, sploh znani sta Kitajska pa Indija. Ampak več od tega se ne bo zgodilo. Vsi, bom rekel, vse večje finančne inštitucije se počasi že približujejo kriptovalutam.
tukaj so bolj druge stvari, ki so mogoče zaskrbljujoče pri tej stvari, no, ampak v osnovi se kriptovalut ne bo dalo več ustaviti, verjetno bojo na neki točki regulirane. Bojim se, da ne bo ostalo čisto decentralizirano, kakor je bilo v osnovi zamišljeno, a ne? Ampak ja, definitivno pa predvsem pomenijo priložnost za finančno svobodo, rečemo tako, nam, povprečnim ljudem, kot smo mi dva oziroma mi trije, ne, tukaj le v studiu. Rekel si problemi sa strani, bom rekel, teh državnih organizacij, kakorkoli vem, da Ripple trenutno je v neki tožbi. Kaj pravzaprav je sploh z Ripplem? Kaj se dogaja danes z Ripplem? Ripple bo to tožbo dobil, ne slej ko prej. Ne. Sicer ne smemo ne hvaliti dneva pred nočjo, ne, ampak da ne bomo prehiter kakšen, bom rekel, hype naredila. Ne. Ampak mislim, da vsi, ki kolikor toliko spremljamo celotno zadevo, vidimo, koliko je ura. Ne. Vprašanje je samo časa. Ripple je bil en izmed projektov, katerega sem jaz zelo verjel. Tudi bom rekel, precej sem vložil njega in sem potem takoj po tožbi tudi izstopil, kar je bila dobra odločitev v tistem trenutku. Vemo, da je Ripple precej padel. Mislim pa, da bo počasi, sploh ko bo tožba znana uradna, no, recimo temu, naredil en velik boom. No. Ustal bo sigurno v finančnem sektorju, po teh informacijah se dogovarja naprej kar z nekaterimi bankami, da bi nadomestil tako imenovano SEPA sistem plačevanja, recimo. Mislim, da bo še nekateri drugi projekti vezani na ta Ripple in Ripple je v tem trenutku eden zelo vročih kovancev. No. Mogoče še ne kaže, bo pa sigurno ponudil zelo, zelo lepe rezultate, ampak se pravi, potreba je pa počakati, no, tudi uradno. Kaj pa pravzaprav so oni imeli? Jaz sem šel na Wikipedijo, sem napisal Ripple in sem videl, da je ustanovitelj Ripple, ali oni so se neki na vodstvu skregali, eden je potem naredil Stellar Lumens, ne? Ta ustanovitelj Ripple, oziroma tak je program napisal, če se ne motim. Ja. Oni so pa v bistvu tožbo dobili zaradi tega, ker niso mogli priznati določene vsote. Kaj točno s tem? Če sem čisto odkrit, nisem niti pol toliko spremljal potem te zadeve v neke tehnične detajle. Dejstvo je, da je pač ameriška birokracija po informacijah, kolikor jih manj, ko sem gledal. Zadnji se je sigurno skrival, bom rekel, ta bančni lobby, ki je hotel, bom rekel, Ripple nekako mečkan zabremzati celotno zadevo. Kaj, da bi se hitro odvili, misliš, da bi niso bili v koraku s časom z njim? Ja, pa če danes spremljamo te velike investitorje, recimo znane, še danes so to zelo ostre besede nasplošno proti kriptovalutam, in jaz sicer jih po svojih razumem, ampak približno to tako zgleda, ko poslušaš te old boyse, ki so investitorji, kot da bi se, ne vem, izumitelj kočije razburil zato, ker nekdo avto izumil. Mislim, treba je iti naprej, in dejansko je Ripple je pač zapadel to neko tožbo, ki je bila že od začetka je bila precej na takih trhlih temeljih. No. Ni pa bilo prijetno, seveda vsakič, ko tako novico nekdo udar ven, te mediji, ki se še dodatno potencirali, je to prestrašilo investitorje, ki so bežali, se pravi, govorimo o teh, ki so res investirali v projekt in pa nas, recimo malih investitorjih, ki jih kupujemo kot neko kriptovaluto. Jaz pa nisem več toliko spremljal te zadeve, zato ker sem bolj spremljal neke druge projekte, v katere sem se pol usmeril, tako z enim učem sem večkrat gledal, kaj se sicer dogaja. Na neki točki sem večkrat začel dvomiti, da bo Ripple uspel, to moram priznati, recimo. Ampak so zaenkrat zelo dobro speljali in jaz mislim, da se zdaj zavlačuje samo zato, ker ta sodba, ki bo v korist Ripple, bo nek precedens, se pravi, bo neka noviteta na trgu in to zna biti velik tak bull signal za celoten kriptosvet potem. Tako da absolutno pa verjamem, rekel, da bo Ripple naredil preboj. Ja, sigurno. En človek zelo veliko vpliva, oziroma njegova beseda veliko velja v tem svetu, čeprav ni za moje pojme najčist strokovnjak, verjetno veš, o komu govorim, to je Elon Musk. On je recimo full na hypal Dogecoin, Shibo, ne? Ja. A lahko razložiš malo, kaj je razlika mogoče med tem shitcoini, ki jim pravimo shitcoini, proti recimo nekemu Rippleu? Kakšna je razlika med tem kovanci in tem valutam? Ja, v bistvu od začetka, ko je bil samo Bitcoin,
teh težav ni bilo. Ne. Potem so se pa začeli razvijati projekti in to je plus, da imamo danes 8000 plus kriptovalut različnih, a ne, kar je kar fajn. Ne. So pa tudi minusi. V tem času se je pojavilo ogromno tako imenovanih shitcoinov, ne, ki so, bom rekel, ne temelijo na nekem projektu. Ne. Vsi kvalitetni kovanci, recimo, ali je to Ethereum, ali je to Ripple, ali je to Cardano, ali katerkoli druga, ne, imajo zadaj nek projekt, ki bazira na nekem procesu, na neki storitvi, rečemo temu, ne, in ima nek temelj postavljen. Ne. Medtem ko shitcoini, recimo, kot so Shiba, Dogecoin, ne temeljijo absolutno na ničemer, ampak temeljijo izključno na hypu nekega posameznika. Ne. To so izjemno rizični projekti oziroma izjemno rizični kovanci. Po mojem mnenju zelo nevarni, osebno bi raje videl, da jih ne bi bilo, no, čisto, ker jaz sem mogoče malo konzervativen glede tega, ne, in sem bolj fan Bitcoina, Ethereuma in teh močnejših kovancev. Bom pa priznal, da sem tudi jaz zdaj, ki je hitro uložil, pa hitro izstopil ven iz tega, ker so dobri za hitro trgovanje, za nek hiter donos, a ne, nikakor pa ne, da bi to človek držal na dolgi rok ali pa hodilo, ker naredijo izjemno hitro rast, a ne, v parih minutah, parih urah, parih dneh to poleti in potem tudi zelo hitro sesuje. Ne. In če je nek kovanec vezan, njegova vrednost na hype enega posameznika, to ni ok. Ker to je ravno nasprotju tega, kar kriptovalute so, decentralizacija. Tukaj imamo pravzaprav zopet centralizirano zadevo, ki je odvisna samo od enega posameznika, kaj bo tweetno. Ne. Še enkrat, nikoli ne bom vemo govoril, ne to investirati ali kakorkoli, vsak ne se sam odloči. Priporočam samo najbolj ljudje pazljivi pri teh stvareh. Dostakrat me kontaktirajo, če lahko naredimo tehnično analizo, recimo za Šibo, ki je poletela gor, ne da se jo takrat narediti. Kadar je pumpa, nimaš kaj počakati, da pade in potem se lahko naprej. Ne. Tako da absolutno vlagati bolj v te projekte, ker več kot teh shitcoinov, se to nista edina dva, ne, tega je malo morje. Definitivno ogromen. Ja. Bolj nestabilen je trg in to vse vpliva na to, kar se tudi trenutno dogaja na trgu. Ne. Zdaj, če bi predstavljali si, recimo, če bi vsi vlagali v Bitcoin, na primer, ne, kar jaz priporočam, da vsak ima v svojem portfelju vsaj malo Bitcoina, recimo, ne, bi bila zadeva zelo centralizirana in bistveno bolj stabilna, ker ne bi toliko malo posameznikov imeli moči, da lahko prodajo, recimo, ne, nek del kovanca in dobesedno sesujejo cel trg. No. Tako da to je tista ogromna nekakšna razlika med shitcoini in altcoini. Zdaj je ful popularen to, tudi Facebook se je nekako to metaverse. Jaz tudi to čist ne razumem. Vem, da je to zelo povezano z nekim VR-jem, če se ne motim, pa z nekim igrcam. Tudi sam sem kupil Sandbox kovanc, ki je bil še po 60 centov, pa mi zdaj prav fajn. Ampak kaj točno je ta metaverse? Kaj to predstavlja? Nek web 3.0? Ja, metaverse je v bistvu, lahko rečemo neke vrste gaming coini, recimo, ampak bolj je to, kot se rekel VR, to je ta navidezna resničnost. Ne? Nek virtualni svet, v katerem bojo ljudje lahko ali nekaj počeli, recimo. Ne? Časih se spomnim, ko smo bili mulci, jaz sem še iz zgodne generacije, malo starejše, ko smo imeli Simse, recimo, ki si imel tiste igrce, ne? Da si imel nek virtualno navidezni svet. To sem že igral, ja. To sigurno je, bom rekel, neka prihodnost, ta virtualna resničnost. Ne? In tukaj ne moramo več govoriti o shitcoinih zdaj, ker tukaj pa je že nek projekt od zadaj. Zdaj, ali je dovolj resen ali ne, je stvar debate, diskusije. Ne? Zagotovo absolutno veliko raj vlagam v te kovance, ne? Kot pa recimo v neke Shibe, Dogecoine in tako naprej. Jaz ne pravim, mogoče nekdaj nekje bodo tudi te shitcoini dobili nek temelj, ki bojo za nekaj veljali. Trenutno tega ni. Medtem ko v metaversu pa v bistvu v zadnji stoji najsodobnejša tehnologija, se pravi tega virtualnega sveta, ki je pa, bom rekel, izjemno priljubljena pri ljudeh. Ne. In kaj hypa ceno? Ne. Se pravi kvaliteten projekt, popraševanje, to dvoje. Ne. Če imaš ti veliko popraševanje, pa dober projekt zadnji, gre cena lahko nedogled. Omenil si Sandbox, tudi sam ga vam neki, recimo je absolutno poleg, recimo Mana kovanc je podobna zadeva. Gala, tako da to so projekti, ki pa bi jih jaz vseeno mečkam bolj pozorno spremljal, za razliko od že preomenjenih kovancev. No. In vemo pa, da danes to gamerska industrija je izjemno močna, izjemno, recimo, poleg športne industrije, recimo, imamo tudi neki kovancev, ki so vezani na športne stave, šport in tako naprej. Chills, ne? Recimo, ne, in tudi tukaj so ljudje, ki morajo vedeti, veliko denarja zapravijo za take stvari, se pravi, dokupujejo stvari, vlagajo, ne, in to vse dviga vrednost tega projekta, ampak še enkrat, še zmeraj je pod zadnji nek kvaliteten projekt.
Tako. Zdaj sem isto opazil, a si videl te reklame? To sem te prav tebe hotel vprašati, ker verjetno boš imel odgovor. Earth 2.0. A si zasledil to? Ne. Da kupuješ digitalno oziroma virtualno zemljo. Ja. A veš to? Ja, to zelo pa poznam. Jaz sem se gledal, jaz to pač tako s frenda midva zdiva isto z Lukom, mojim kolegom, ki je tudi veliko kripto, zelo pozna stvar, tudi on že iz leta, bom rekel, 2015 noter. Zdaj, a je to scam? A je to dejansko nekaj na temu? A veš... Ker je tako mamljivo dober in jaz sem šel pogledat gor in dejansko oni so zakupali Kranj. Tako imaš kar tako, Nemci so zakupali Kulandijo, zakupali so center. A veš, zdaj, ali je scam ali ni, tukaj je treba vedeti, zdaj, ok, ti si neki kupil, recimo, nek del zemlje, noter te virtualne, ne, in zdaj, kaj bo s tem? Recimo, ne, to je treba pol pogledati, ne. Karkoli se dogaja, kao tam v kaos ti lastnika, ne. Ja, tukaj mi da prideva spet mogoče do metaverse coinov, recimo, ne, ki je zelo podobna zadeva, spet nek navidezen virtualni svet in zagotovo, bom rekel, popraševanje za to področje je, ne, to sigurno je, ne. Zdaj, ali je to dolgoročno uporabno ali ne, jaz sem malo skeptičen pri teh stvareh. No. Še enkrat mogoče kaki bolj, kako bi rekel človek, liberalni investitorji in tako naprej so jim je bolj všeč to zadeva. Jaz osebno gledam bolj neke druge projekte, ki imajo neke širšo domet. Ne. Ampak še eno stvar bi rekel tukaj. Ne. Vedno se je treba eno stvar vprašati. Ne. Imamo, se pravi, retail investitorje, to smo mi mali investitorji, okay. In imamo velike investitorje, to so ti whali oziroma kiti. Ne. Noben od teh kitov pravzaprav ne investira nikoli v take kovance. Pameten kapital, to je ta veliki kapital, investira skoraj izključno, se pravi Bitcoin, Ethereum, ADA, pa še kakšen recimo. Ne. In osebno jaz zmeri sledim temu kapitalu. Ne. Tako da nekako se mi zdi, da vedno bolj se dogaja neka scena, kjer bo ta kapital oziroma kovanci za velike fante, velike plere, ne, in potem te kovanci za vse ostale, ne, ker lahko potem se mečkani igrajo. In definitivno so vsi te kovanci imajo potencial, so pa bistveno manj stabilni. No. In tudi zaradi tega so lahko izgube dosti večje. No. Recimo, ko si Bitcoin veliko menjaš, ne? Bitcoina ni več. V bistvu to, kolikor ga je. Ja. Je tako, ne? Tako. Zdaj, da jaz recimo kupam Bitcoin, koliko je ta market cap dejansko stabilen pri Bitcoinu, ker vedno ga omenjaš, da je v bistvu to kovanc, praktično vsi kovanci grejo po, tako kot gre Bitcoin, tako gre nekak trg. Je temu res? Ja, mislim, Bitcoina še ni. Zadnji Bitcoin mislim, da bo prodajen 2140, če se ne motim. Tako, ja. Ni še zdaj vse na trgu, ne, to bo počasi. Ampak je pa znano, koliko jih bo, ne, recimo, koliko 21 milijonov ali koliko je že, ampak ne me za besedo držati, zdaj, koliko je tega. No, to se bo prodaralo, ne, in ga je pa vedno manj, recimo, ne. Se pravi, ne bo ga vedno več, ne, ampak je vedno manj tega Bitcoina, kar se ga da kupiti, ne, in zaradi tega, bom rekel, ima tudi neko vrednost. To tudi rečemo lahko, da je to nek digitalno zlato neke vrste. Ne. Mogoče bo kdo, ko smo prej malo menili, da ni od zadnji nekih projektov, ne, pa se kdo obdregne doskrat, Bitcoin tudi nima recimo nekega projekta. Ne. Drži, ampak je pa začetnik, ne, in to je ta njegova največja vrednost. Brez njega ne bi bilo kriptovalute in v bistvu od njega je praktično odvisen celoten trg. Ne. So kovanci, ki so bolj vezani na njegovo gibanje, naprimer Cardano in tako naprej, ne. So kovanci, ki so manj vezani na njegovo gibanje, ampak vsi gledajo, ne, pač Bitcoin, ker Bitcoin je kralj, kar se tega tiče. Ne. In ponavadi potegne, ne, in ko dominanca Bitcoina zrase, altcoini mečkem padejo, ne, in potem se prevesi kapital iz Bitcoina v altcoine, ki potem rastejo. Ne. In to je pol ta cikl bull bear market potem. Ne. Lahko samo razloži za naše poslušalce altcoin, kaj to pomeni? Alternativni kovanci, se pravi vse, kar ni Bitcoin, so altcoini. Ne. To je tak čist splošna fraza. Ne. Danes imamo pa NFT-je tuče, ne, potem imamo metaverse kovance, ne, malo morje in odkrito povedanje, za moj okus je že mogoče malo preveč tega, ne, in ljudje so dosti zbegani, ne, ker vedno poslušamo, koliko vse raste, koliko leti, ne, in kam zdaj vložiti, kaj zdaj kupiti. Ja, to je ta hype. NFT si povedal. Evo, to je tudi, v bistvu, jaz, koliko sem to zasledil, nisem se veliko v to poglabljal, ampak se pravi, jaz naredim neko slikco digitalno in zdaj to digitalno slikco prodam
in sem potem lastnik te. Kaj je to? Ja, to je v bistvu čisto preprosto, neke vrste dražba. Recimo, ne. Ti lahko kupiš nek digitalno umetniško delo, naprimer, in poleg kot neka licitacija, kdo da več. Ne. In pride do teh bizarnih stvari, no, ker recimo za neko ikonco, ne vem, tudi po $1 milijon dajo. To sem gledal. V redu, to so verjetno ljudje, ki imajo dosti denarja, no, ampak se mi zdi, da s tem dosti kriptotrg se oddaljuje od tistih osnovnih načel, katerim je začel. Jaz tudi mislim, da NFT so bili zdaj zelo nahajpani in počasi se bo to mečkano umiril. Ne govorim dolgoročno bojo sigurno imeli donos in je kar nekaj zanimivih projektov, ampak kratkoročno mislim, da bo šlo zdaj iz NFT-ov bolj v metaverse kovance. No? Recimo, da se bo ta hype mečkan tja preselil. No? Da mi povej, če se vrnemo nazaj na kriptokrat, pa v bistvu na to analizo, ki jo vi v bistvu delate. Vi ste v bistvu mojstri te analize, dnevno objavljate novice, če se ne motim, kolikor sem zasledil, vsaj tedensko dnevno. Kako se lote te analize? Zdaj, to je bolj kaj ne sama računica. Ja, mislim, najprej treba pogledati, kater kovanc, ker vseh 8000 ne, in žal tudi vseh želja stranke ali pa recimo ljudje, ki spremljajo, ne, bi radi, da se vse poanalizira, žal ne moramo vsega naenkrat, ker je preveč tega. Ne. Zato se probamo držati, bom rekel, teh mečkam bolj znanih kovancev, ne, se pravi, poleg Bitcoina, Ethereuma, potem kak je te, recimo med prvih 100 rečemo, da gledamo, ali pa med prvih 50. No, tukaj zbiramo. Ne. Analiza v bistvu je tako, tukaj je kar velik debat. Doskrat me kdo vpraša, pa zakaj bi sploh analizo delal, se ne moreš vedeti, a gre gor ali gre dol. Ne. Ni čistko. To je zelo, bom rekel, začetniško razmišljanje in največkrat vidim to pri začetnikih ali pa pri odvisnikih od iger na srečo. Tehnična analiza je vedno znanstveno ali pa strokovno podprta. Jaz ne poznam, recimo, ker dosti sodelujem tudi s kakimi borznimi posredniki, tudi dopisujem si z njimi, recimo iz tujine, enega investitorja velikega, ki bi šel vlagati brez, da bi naredil analizo. To je zelo nevarno. Ne pravim, da se kdaj ne posreča, ampak saj neko osnovno analizo je pa treba narediti. Se pravi, zato rabimo mi, ko izberemo nek kovanc, potrebuješ neko orodje in zato je najbolj recimo TradingView aplikacija spletna, tudi brezplačna različica je na voljo, kjer potem ti pogledaš, bom rekel, nek interval in poiščeš neke trende, rečemo temu. Trend je zelo pomembna zadeva in vsi ti trendi, ki jih delamo v tehničnih analizah, temeljijo na zgodovinskih preteklih dogodkih. Žal je nemogoče napovedati, zdaj bo šlo pa 100% gor. Ga ni junaka in ga ni orodja, ki bi to naredil, ker če bi kdo to naredil, bi bil multimiliarder. Zato sta vedno pri tehničnih analizah, in to bi rad poudaril, ker mogoče dostikrat komu ni jasen, vedno dva scenarija. Za gor in za dol. Ampak je treba v kvalitetni analizi napisati, kaj je treba spremljati, kar ti bo nakazalo, ali bo šlo potem po določenem času gor ali dol. In zato imamo potem določene točke, se pravi support zone, se pravi support zone, kar pomeni, da je spodnji del, koliko lahko prebije, in pa kje je tista zgornja točka, kjer se lahko kovanec ustavi in ga, se pravi resistant zone, in ga odbije potem nazaj dol. In na preteklih dogodkih lahko s pomočjo orodja, kot je TradingView, kjer so posamezni, se pravi indikatorji noter, določamo neke trende in ugotavljamo, kaj se bo najverjetneje zgodilo. Jaz bi bil zelo srečen, če bi lahko vedno za 100% zanesljivostjo rekel, ampak žal moram razočarati vse, ne jaz, ne noben drug investitor tega ne zna in tudi ne bo. Sploh zdaj, ker trg je izjemno zmanipuliran, mogoče se ljudje tega ne zavedajo. Mi smo zdaj v enih zelo zgodovinskih časih. Jaz sicer sem tako zelo rad upozorim ljudi na stvari, ki se bojo dogajale. To je? Zelo kmalu, moja ocena je v roku 18 mesecev približno nekje bomo soočeni z eno največjih teh ekonomskih kriz, kar se bo zgodila. Indikatorji so zdaj že vidni. Imamo recimo veliko krizo na Kitajskem, predvsem nepremičninski trg. Evergrande recimo je taka primer, to je največji konglomerat v bistvu nepremičninski. Nemška nepremičninski trg se izjemno rahla, ameriški, in tako se je začel približno 2008, ko je bila tista recesija, samo da bo ta XXXL. Shit. Tako.
treba je biti zelo pazljiv. No. Trg je izredno zmanipuliran, tudi najbolj doslej znani recimo temu analize, trendi in vzorci, po katerih lahko določamo gibanje Bitcoina, so se izkazali, da niso bili točni. Recimo, to je stock to flow, recimo, zelo znan od traderja Plan B, mislim, da je Nizozemec, ki je veljal za enega najbolj natančnih orodij za določitev, kam bo šel Bitcoin. In čudežno, se pravi, skozi je držal, skozi je bilo točno do prejšnjega meseca, kjer je pa kar naenkrat kolapsnalo vse. In tako da analize so zmer teže za delati. In kaj to pomeni zdaj za nas investitorje, bom rekel, neka ta trg, da bo trg padel? Kaj to za nas pomeni? Jaz mislim, da mi imamo bull run in pa bear run. Bull run oziroma ta bikovski trend, ki pomeni, da trg raste, se pravi še enkrat, to ne pomeni, da gre skozi gor, ampak so tudi korekcije, ampak splošen trend, ko gledamo širšo sliko, raste. Medtem ko bear market pomeni, da trg pada. In seveda tudi skozi bear market se kdaj kaj dvigne, ampak je, se pravi, trg v padanju. To nekako raste, prihaja do vsake nekje 4 leta so te cikli. S tem, da letos, ne glede na to, kaj se zdaj dogaja, je moja ocena, da nismo še tam, čeprav mogoče zgleda. Ker ni enega indikatorja resnega, ki bi nakazoval, da smo v bear marketu, se pravi, delnice še ne padajo, veliki investitorji ne bežijo, ravno obratno, vedno več kupujejo. Globalna ekonomija je zaenkrat relativno stabilna, nakazuje se težave z nepremičninami, z inflacijo recimo in tako naprej, ampak to je še zmeraj dosti daleč. Tudi nismo imeli nekega hudega preboja Bitcoina, ker najprej mora Bitcoin eksplodirati, potem je altcoin. Kaj recimo na 100 jurjev? Recimo, in jaz dvomim, da je bila ta znesek kot 64-65 tisoč, tam se pravi pod 70 tisoč, da je to, ker če je to, je to verjetno eden najbolj boring, najbolj dolgočasnih bull runov. In jaz mislim, da se to zelo manipulira trenutno, in da bomo še videli v naslednjih 2-3 mesecih še kar neki lepe rasti. Ampak še enkrat, to so ocene. Pa še to je predvidevanje, ni finančni nasvet. Tako, točno tako. In daj mi povej, za neke začetnike greva čistko, kaj jim ti priporočaš? Recimo, Filip, imaš ti kaj v kripto? Imaš? Kaj pa imaš? Ne vem, pozabil sem to. Ti si dal to že kdaj? On je dal na konc 2,9 v Bitcoin. Ne vem točno, kva sem kupil, ker je pač to... So ti neki svetovali? Ne, to je Kristina Baldila, to so ona otvorila. Jaz sem samo na konc poklikal, tako da... Tako, recimo od Filipa Cardano. Za Cardano zdaj slabo mu kaže. Recimo za nekoga, za Filipovega prijatelja, ne bom tako rekel, ki bi rad vstopil v kriptovaluto. Kaj mu zdaj ti daš neke 3 korake ali kakorkoli neke nasvete, kaj naj pogleda, na kaj naj bo pazljiv, če greva čistko, kako bi se tega ti lotil, če bi še enkrat začel iz nule? Prvo, kar je, definitivno investiri toliko, kar si lahko prvo še zgubiti. Ne iti preko sebe. To je prvi korak. Drugi korak, mečkan naredi domače naloge, razišči mečkan, da imaš vsaj osnove jasne. Ne slediti preveč hajpu vsega, kar ti govorijo, ker vsak ti bo svoje svetoval. Največkrat vidimo napake, ki ljudje delajo, ki sprašujejo po Facebooku, kaj naj kupam. Tretji korak sigurno je to, da imej plan. Ljudje kupujejo kar naslepo, investirajo, brez da bi pogledali. Ne probati pokupati vsega, ker je preveč kovancev, ki bo rastel. Vedno bo en kovanc, ki bo 100-krat bolj rastel in vsak od nas se je to zgodilo, ker si nekaj kupil, zakaj nisem tizga, pa je zrastel gor, pa uno, pa gledaš. Tako da četrta stvar je sigurno treba paziti, da se ne ujameš v past. Prva past je, se pravi to, da fear of missing out, da moram kupiti, kar bo eksplodiralo in da ne bom zamudil. Zato še enkrat, kar gre gor, gre tudi dol. In tudi kar gre dol, gre tudi gor spet. Počakati, da je korekcija in potem kupiti. In pa ne nikoli v paniki nič počenjati. Jaz temu pravim, mogoče malo samo kritike, taka my $1 million mistake. Jaz, takrat, ko sem začel, sem imel 250 Ethereumov. To bi bilo danes $1 milijon. In tudi takrat jaz nisem vedel, kaj se dogaja. In je takrat padlo 20-25% v enem dnevu, ali koliko je bilo. In jaz sem panično vse prodal.
In ko danes gledam, se rečem, ne. Ja, sem to kripto. Ampak nikoli ti ne sme biti žal, to ti mora biti učne lekcije. Ne. Predvsem se pravim, treba iti v to z glavo. Ne iti, ko se vsi slišimo, koliko vsi služijo. Veliko ljudi, ki govorijo, koliko služijo s tem, sploh ne služijo toliko s tem. Ne. Tisti največji dobičkarji ali pa največji investitorji so zelo zase, ne govorijo na glas o temu, se ne hvalijo in tako naprej in delajo to, bom rekel, bolj tako potihoma. Ne. Poznam kar nekaj takih, tudi v Sloveniji in tudi v tujini. In tako da je pa to sigurno priložnost. In pa zelo pomembno je, da se naučimo nekih tehničnih osnov trgovanja. Recimo, se pravi, kako se kupi kriptovaluta, kako se nastavi stop loss, recimo, da se zaščitimo pred izgubami, da razumemo osnove gibanja kriptovaluta. Ni potrebno izvesti neke hude tehnične detajle, ampak vsaj te osnovne stvari, to je kot z avtom. Najprej moramo razumeti, kako avto deluje, kakšna so pravila, cestno-prometni predpisi in potem lahko gremo, ker na podlagi tega se bomo naučili. In še enkrat, vsi kdaj izgubimo, ne moramo vedno dobiti, bolj pomembno je to, da večkrat dobiš, kot izgubiš. To je mogoče tako. To bi bilo fajn, ne? Ja. Zdaj, se pravim, ti si omenil, da hodlaš, recimo, to je sigurno ena boljših taktik. Zdaj, sploh novim in tako naprej odsvetujem kakšna rizična trgovanja, leverage trading, margin trading in tako naprej. Bom rekel, tega se niti jaz toliko ne poslužujem, jaz imam zelo specifično način trgovanja, bom rekel, skoraj izključno delam day trading oziroma scalping. To je precej taka tehnično zahtevna zadeva. In pač, scalping. Ko se to dobro sliši, to kaj skalpira. Ja, zato, ker v bistvu delaš na zelo kratkih intervalih, od 1 minute do 30 minut. In predvsem rabiš dosti tehničnega znanja in pa predvsem veliko časa, ker to scalpingu pobiraš majčkene dobičke, to je recimo 0,10%, 0,20% do 1-2% recimo, ampak narediš večkrat na dan, in je predvsej, bom rekel, malo trgovalcev se s tem ukvarja, meni je to, bom rekel, moj adrenalin, in mi tudi kar v redu to gre, je tudi zelo donosno, bom rekel, ampak še enkrat, te stvari naj se gre tisti, ki, bom rekel, že nekaj časa to trguje. Ne se preceniti in nikoli ne misliti, če si nekaj dobil, zdaj pa da vse znaš. Da bo kar tako šlo naprej. Še enkrat, zelo pomembna stvar, ki me enkrat rekel je sicer za finančne trge, ampak isto lahko rečemo za kriptotrge. Mi imamo lahko čustva do kriptovalut. Kriptovalute pa do nas nimajo prav nobenih čustev in je prav vse en, kaj mi vložimo, pa koliko imamo mi denarja, ali imamo kaj prišparano ali ne. Se ne bo oziralo na nas. Tako da. Bravo. Močno. Da mi povej, jaz sem zasledil zdaj te bote. Se splača to bote? Jaz temu nekako ne zaupam, oziroma kaj pa vem. Boti ti sami trgujejo. Oziroma sami neki, ne vem, naštimajo low, up. A ti bote uporabljaš? Ne. Ti tako da ne, ampak mogoče vi na kriptokratu mogoče... Ne. Zdaj, mislim, jaz včasih poslušam malo te debate, ki ljudje pišejo gor. Zdaj, če bi bilo to tako enostavno, pa tako donosno, pa bi vsi to delali. Bi tam plačal en kup bot za kup ta software in bi vse trgali in bi vsi zaslužili in tako naprej. Ne gre. Zagotovo lahko z boti recimo določen del portfelja optimiziraš, recimo, da bi pa s tem, bom rekel, konkretno samo to delo, pa sem prepričan, da to ne gre za to, ker moramo vedeti, da trg, računalniški sistem, kar boti so, delujejo po neki matematični zakonitosti, se pravi, spremljajo dogajanje na trgu. Kar pa boti ne razumejo, je pa človeška psihologija. In trg je zelo povezan s človeško psihologijo. Če zdaj nekdo v tem trenutku za, ne vem, tako, ko se je zadnjič zgodil, ker je nek teh velikih investitorjev, ne vemo, kdo to je, premetavil 2000 bitcoinov tam, kar je skoraj, to je $780 milijonov, slaba milijarda, rečemo. Navaden. To ti lahko takoj sesuje. Bot tega ne bo vedel, kaj ta človek razmišlja. In zato je treba biti zelo pazljiv. Če kdo želi uporabljati, naj proba, ampak naj ne računa, da zdaj pa to tako super, da zdaj bo pa iz tega se samo služila. Vem pa, da je marsikdo proba na hype to zadeva, ampak do danes še nisem enega videl, ki bi mi konkretno pokazal, da se s tem da res noro dobro narediti. Da se pa zagotovo tudi kak evro dobiti. Dobili smo veliko sporočil, sploh, ko sem rekel, da ti prideš, so me vprašali,
kera menjalnica, Rok, vprašaj ga to, kera menjalnica se tebi zdi najbolj, bom rekel, prijazna oziroma Sloveniji najbolj varna? Zato, ker nekateri, recimo jaz osebno, večinoma vse te coini, altcoini, jih imam na Bitstampu zaradi tega razloga, ker vem, kdo je odzad, plus vem, da ima na Gorenjski banki odprt račun. Ne vem, imam nekaj tazga v glavi, da se mi to zdi najbolj varno. Kaj pa ti predlagaš za naše poslušalce, nekoga, ki bo zdaj vstopil v kriptovaluto, na kakšno menjalnico naj vstopi? Mogoče za začetnike, no, pa mogoče komu ne bo všeč odgovor, ampak za začetnike so te menjalnice včasih lahko malo konfuzne, ne, za nekega popolnega začetnika. Zato je mogoče najbolj začetnike kakšen Coinbase, recimo, ker je dosti enostaven. Slabost Coinbasea je, da je precej dragi, fiji so visoki in tako naprej, ampak za tisti čist goli začetek, da dobiš občutek, kako kupiš, prodaš, je Coinbase čist super zadeva. Sicer pa ja, Bitstamp sigurno, ker je tudi slovenski doprinos znanja noter, ne, tudi podpiramo lokalno, ne. Potem pa Binance recimo, to je absolutno največja menjalnica, kjer pač jaz tudi trgujem gor recimo, pa kakšen Bybit mogoče recimo, ki je malo bolj za zahtevne trgovalce recimo, no. Druge pa, kaj pa vem, niti nisem kaj velik, niti sprobaval, nekaj sem, ampak je bilo zelo sumljivo vse skupaj, tako da sem se pol umaknil. Tako da mogoče bi bilo res te tri tiste, ki bi jih mogoče za začetek najbolj priporočal. Jaz tudi Binance, imam tudi nekaj kovancev na Binanceu, ker definitivno na Bitstampu. Oni so, pri Bitstampu, veš kaj meni dober? Jaz sem to opazil, ne vem, če so ostali to opazili. Jaz grem ponovadi pogledati, kje oni zadnjo dodajo. In oni, ti tipi zadnjo vedno dodajo nekaj, kar bo skoraj vedno raznesel. Jaz ne vem, ali je to... Kada oni vejo, ali pa imam jaz tako srečo, recimo isto Sandbox. Oni, ki so Sandbox, znali gori bil Sandbox 50 centov. In jaz, ko sem, na Sandbox je prišel na Bitstamp, da idem pogledati v Sandboxu, in tako vidim igrca, Snoop Dogg je noter, ne vem, Walt Disney, bolana imena. Tudi sam sem gamer in sem videl noter, hudo, kada oni dejansko dajo nam same hude coine gor. Ker recimo na Binanceu imaš ni da ni. A misliš, da Bitstamp enostavno ima nek filter? Da bi rekel, sam demo res te hude kovance, ki mi mislimo, damo ven. Mislim, ta filter je verjetno v neki fazi sigurno tudi v človeški obliki. Ne? Nekdo to mora odzad analizirati, spremljati trga, ne? Da vidi, kaj se dogaja. Ne? Kako imajo zdaj to urejen, težko komentiram. Verjetno imajo močen tim odzadja, ne? Ki je sposoben zaznati potencial kovanca, ki bi lahko, bom rekel, zrasel. Recimo na Coinbase je to malo drugače, zato ker ponavadi kovanci, ki prije na Coinbase tudi zrastejo, ampak zaradi tega, ker Coinbase je neka zelo močna menjalnica, ne glede na to, kaj si mislimo, zdaj za nekega naprednega traderja Coinbase verjetno ni. Ne. Tudi Coinbase Pro recimo je to tako bolj povprečna zadeva. Ampak ja, Bitstamp pa je sigurno ima neki odzadje, ampak doskrat je tukaj tudi veliko sreče recimo, ampak mislim pa, da je zelo pomembno, da imajo odzadnji tim, ki to mogoče naredi res neko domačo nalogo, da razišče neke potencijale. Ne? Ker vsak trader recimo lahko dosti hitro ugotovi, kjer kovanc recimo bo zrastel v nekem doglednem času. Se pravi, preden je zlista na neko menjalnico. Ne? Zelo je pomembno, da poslušaš te govorice, kako prav pregovor. Ne? Buy rumor, sell news. Ne? Enkrat, ko je v časopisih nekaj, da se bo nekaj zgodil, pol je že verjetnost, da bo šlo počasi mal dol. Ne? Tako da... Se pravi, takrat, ko je najbolj nahajpan, gre verjetno potem dol. Ne? Definitivno. Ne? Se pravi, govorice je treba kupiti, novice pa treba prodajati, ne? Potem kovanc. Tako nekako je tako nepisano pravilo. Drugače, jaz osebno niti nisem zelo veliko trgoval, imam tudi jaz račun na Bitstampu, ampak priznam pa, da nisem bil pozoren, to, kot si ti rekel. Mislim, jaz sem začetnik, in zaradi tega se mi zdaj najbolj uporabniku prijazno, ker jaz sem recimo šel na Binance. Jaz, ko sem na Binance prvič gor, pa še mi ni bilo jasno, neč. Jaz sem gledal Binance, to ful neki, kaj je to 3/4. Dokrat nisem začel bolj brati, bolj tega, pa mi malo jasen. Bitstamp je bil pa tako zelo prijazen, zelo tako pač ima neke kovance, ki so znani kovanci, top, ne vem, 50, 60, sedem, če jih sploh toliko ima, recimo 100. In se mi zdi, da to je meni dobro. Veš, zjutraj, ko so se že pogovarjala po Facebooku, jaz si naredim kavo in meni je to res, jaz bolj uživam v branju, iskanju kovancov, kot trgovanje me ne zanima, ampak bolj tako, kaj je odzad.
kaj oni delajo, s čim se ukvarjajo, zakaj bo to dobro, kaj je point tega. To je nekaj, kar ne vem, mi kar daje neko radovednost. Veš kaj, temu se reče fundamentalna analiza. Ne? Ti imaš dve analizi v finančnem svetu ali pa v kripto. No, eno je tehnična analiza, to je to, kar objavimo na Kriptokratu, se pravi grafe, drugo je pa fundamentalna analiza. Kater kovanec, recimo, ki ni še toliko znan, ima potencial, da lahko nekaj naredi. Ne? In te fundamentalne analize so zelo zanemarjene strani trgovalcev, recimo. Namesto, da ljudje sprašujejo, kaj mi predlagate, ker bo itak vsak svoje hajpo, je prav, da naredijo tako, kot si rekel, da sosedejo, malo pogledajo, kakšen je projekt odzadaj, white paper, pogledaj, kakšna je časovnica, recimo, ne? Kdo je vse investitor, kje so ti ljudje, ki vodijo projekt, že prej delajo. Koliko šihtov nudijo? Meni je to ful pomembno. Recimo, jaz tam Jobs napišem in povedam, career Jobs, se pravi, če ti nudaš 100 šihtov, pomeni, da nekaj je odzad. Točno to. In fundamentalna analiza je nekaj, kar ti da neko osnovo, ali se splača nekaj investirati ali ne. Potem je pa naslednji korak, je pa, da verjameš v ta projekt, da ga spremljaš. Ne? Ker zelo verjetno je, da ko bo kovanc zlistan, ne bo začetka bum eksplodiral in bo takoj ne vem kakšne vrednosti, ampak bo verjetno, prvi trenutek ponoči zrastejo, pol pa padejo in se konsolidirajo in potem čez čas začne dobivati vrednost. Ne? Se pravi, je treba ustrajati. Ne? In dobre fundamentalne analize dela je sposoben najti ogromno kovancev, ki naredijo krat 10, krat 100, krat 1000 ali pa še več, recimo, v zelo, zelo kratkem času. Ja. Mining, da se še sam te teme dotakniti, počas bomo prišli do zaključka, ogromno stvari smo že povedali, ampak vseeno, mene recimo, če sem omenila tih Hedgebar, Hedera, pač mene je to kovanc, v katerega najbolj verjamem jaz osebno, zaradi tega, ker sem pač naredil neko analizo, na čem stoji. Meni je dober pa recimo Hederi, ker je zelo varčna, saj tako pravijo, zelo hitra, Bitcoin pa Ethereum pa slabo vplivata na naš planet. Ja. A je to res? Mislim, res, ne. Če pogledamo, kako zlato, recimo, za katerega nikoli ne govorijo, kako slabo, to je dejansko izkoriščanje ljudi, ki to rudarijo, recimo ogromno resursov, ekološko spornih zadev in tako naprej, ampak tam nobenega ne moti. Absolutno je rudarjenje Bitcoina v neki točki bilo povezano z veliko porabo energije, ker vemo, da ta strojna oprema porabi nekaj tega, ampak absolutno sem prepričan, da bistveno manj škodljivo in manj naredi škode planetu ali pa okolju, kakor pa recimo, ne vem, rudarjenje dobesedno zlata, rude in tako naprej. Tako da tukaj se ne bi čistrinil, sploh pa zdaj je že praktično skoraj 50 ali celo že več kot 50% tega sistema rudarjenja Bitcoina na nekih obnovljivih virih energije. Recimo v El Salvadorju ali pa v Južni Ameriki to zdaj z nekimi naravnimi resursi že celo delajo, poganjajo te naprave in tako naprej. Tako da zdaj čakamo, kaj bo, ker Elon Musk je rekel, da on bo spet kupil Bitcoin, vstopil, ko bo vsaj 50% teh resursov pokriti za obnovljivimi viri. In zdaj to je, in zdaj ga že malo dražijo trgovalci, kdaj bo kaj. Sam zanimiv, da prav njega vsi, prav on je ker on lahko z enim tweetom, ker busne gor. To je pač opinion maker. To je sicer nevarna stvar, ker da ti en človek v bistvu vpliva na vso to ni ok. Zato pravim, da bi mogel Bitcoin imeti v žepu vsakega človeka na tem planetu, ker več ljudi, ki ima Bitcoin, manjša možnost, da bo sistem manipuliran. Če imaš ti 3 ljudi, ki obvladujejo, recimo karikiran, 3 ljudi, ki obvladujejo neko valuto, pol ti lahko sesujejo kadarkoli hočejo. Kadarkoli hočejo. Dajmo prodati, fanti, zdaj večjo količino, se sesujejo, vsi bojo panično prodali in pa bojo spet ti isti ljudje kupovali po nizki ceni, kar se zdaj dogaja, recimo. Tako da te, bom rekel, stvari okrog energije in to so sigurno bile upravičene določen čas, ampak danes je to že postaja sekundarna tema, ker je bolj so problem te fiji, recimo pri Ethereumu in to še zmer, bom rekel, dosti visoki. Volanoci, visoki, 19 evrov. Ali več, in to je treba glede tega kaj narediti, glede kako pa zdaj ta strojna oprema, s katero se rudari, laufa in tako naprej, pa mislim, da ni več takšen problem to in še posebej, če primerjamo s klasičnimi valutami ali pa sploh pa zlatom in tako naprej, katerega najbolj primerjajo z Bitcoinom. Kaj pa Web 3.0, ki so ga prej že omenila, poznaš to stvar mogoče kaj? Bežno, nekaj malega, nisem pa prav veliko. Neka nov internet pride, ker bo kao bolj kaj varana, nisem čist.
čisto točen, niti ne paše to v našo sekvenco. Ampak vseeno, dajva za na konc še povedati kriptokrat.si, kaj vi nudite točno gor, recimo za naše poslušalce. Jaz vsem predlagam res, da si pojdite na to stran, imate tukaj link kriptokrat.si, pojdite si gor pogledati, oziroma imate nekaj tudi članstvo, ne? Gor, premium, za začetnike, za nekoga, ki je že, bom rekel, dober trgovec, ampak enostavno kakšne, bom rekel, storitve nudite nekomu, ki bi želel pač stopati v ta svet? Večino storitev probamo še zmeraj dati brezplačno, zato ker želimo ljudje osvestiti pa izobraziti, pa predvsem narediti trgovanje bolj odgovorno. Ne. Kriptovalute so res postale priložnost, da lahko vsak si ustvari nek orang zaslužek. Pa nov poklic, ne? Tako, in zakaj bi bilo to, bom rekel, sprejemljivo samo za neko elito, da lahko služijo, ne? Zakaj ne recimo, kot smo mi trije, ne? Da si lahko pošteno zaslužiš nek denar. V končni fazi svoj denar noti investiraš in ga oplemenitaš. Jaz razumem, da bankam to ni všeč, ampak pač kriptovalute so tukaj in bojo ostale tako ali pa drugače. Večinoma se pravi, prva stvar, kar je neko izobraževanje, kako odgovorno trgovati. Drugo so, bom rekel, tehnične analize, kjer pomagamo bralcem ali pa vsem, ki spremljajo kriptokrata, ne, razumeti, kako se trg giba, kdaj je nekako najbolj optimalen čas, kdaj vstopiti in kdaj tudi prodati recimo neko kriptovalute. Definitivno ne ponujamo nekih storitev, kjer kovanci bojo največjo pumpo naredili, pa kaj kupiti, ker želimo tukaj res večkrat bolj na kvaliteti delati. Ne. Ponujamo pa tudi, bom rekel, ker veliko časa posvetimo spremljanju novic, no se pravi, jaz vsaj 8 do 9 ur minimalno na dan. Ne. Tako da jaz ponovadi okrog enih zjutraj grem nekje spat, ob ene 6 vstanem, ne, recimo, in to skozi. Tako da moram reči, da sem vesel, da moji podpirajo pri tem, no, da sem jim zelo hvaležen. Tako da se pravi, poleg izobraževanja tehničnih analiz, kdaj vstopati, ne, tudi katere kovance, kdaj kupiti. Ne, in nekako to so te trije dejavniki, ki so v tem trenutku mogoče najbolj pomembni. Ne. Bolj se probamo osredotočiti na premium tudi paket, kjer pa tudi individualno svetujemo, sicer nikoli ne dajemo nekih finančnih nasvetov, to pa to pa to, ampak mi je všeč, ker ljudje, ki so uporabniki premiuma, dostikrat vprašajo za kak konkreten nasvet, ne, ki so različni, od tega, kaj se splača kupiti, do tega, kako strategijo postaviti. Ne. Mislim, da to, ja, kako sploh trgovati, ne? To je strategija, je zelo pomembna, to sodi v to izobraževanje, ne, ker to želimo pokazati v bistvu, kako osnovno strategijo narediti in da se jo je treba držati, ne, in ne biti prepožrešen, ne tekmovati, nič hudega, če je tvoj kolega več zaslužil, to je tvoj denar, glej svoje in lepo deli na svoji strategiji. Tisti trenutek, ko začneš tekmovati, je konc. Jaz zmeraj pravim, kriptovalute so sodelovanje, ne tekmovanje. Ne. In to je priložnost, vemo, kam svet zdaj gre, ne, v vseh teh časih, ne, kjer v bistvu se proba vse nekaj razdvajati in tako naprej. Je kriptovaluta ena taka svetla, vsaj zaenkrat še neka priložnost, da ljudje, bom rekel, hranijo neko finančno svobodo, ekonomsko svobodo in tudi sicer. Ne. Tako da in vse te stvaritve probamo mi nekako združiti v ta naš paket. No. Ja, v bistvu to je moderni poklic, bi skoraj lahko rekel, ne, temu. Ker tako rekoč kriptovalute, jaz pravim, so še vedno za moje pojme v kameni dobi. Drži. Je tako, vse gre gor, tako da naši poslušalci, dajte si res pogledati kriptokrat.si, tisti vsi, ki me sprašujete, kje začeti, kako začeti, imate zdaj neko platformo, kamor lahko obišete in jaz verjamem, da boste gor dobili ogromno nekih koristnih nasvetov. A imate gor verjetno tudi kakšen mail, ki vam lahko pišejo oziroma... Mail je gor, drugače je pa, če gre na telefon, največ vidimo, da se na telefonih ljudje s tem ukvarjajo, ker smo itak več manj gor, je zmeri konca v levem spodnjem kotu, kjer lahko kliknejo chat, to tudi mi dva doskrat kaj zdaj rečeva, ne, in lahko pošljajo, tako da pol odgovorimo, probamo čim prej odgovoriti. Zdaj včasih se pač upravičujemo, ne moramo, ker je teh vprašanj res toliko, ne moramo takoj odgovoriti, ampak trudimo se pa res vsem ugoditi, no, da res damo neko informacijo. Včasih mogoče kdo kaj preveč pričakuje, ne, in tudi mi nismo vsevedni, ne, žal ne vemo, ne, predvsem pa ne želimo dajati nekih takih nasvetov, kako bo kdo na hitro bogatel, ker je to bi bilo zelo neodgovorno. No. Ja, pa to je se pravi poklic, strast, veliko več je odzad, kot samo denar, na koncu odzad je nek passion. Ne.
To je zmeraj. Denar v bistvu, če delaš nekaj zaradi denarja, pol ni ok. Ne? Delati moraš nekaj s strastjo in denar ti je v bistvu samo posledica, rezultat nečesa. Ne? In pri kriptovalutah je dosti tako. Ne? Ja, s trgovanjem lahko veliko dobiš, ampak včasih daš pa kupaš, pustiš par let in vidiš, kaj si iz tega naredil. In ljudje so zelo lepe denarje zaslužili na ta račun. Hvala lepa za ta pogovor, Boštjan, res iz srca smo ti hvaležni, jaz in Filip oba. Upam, da še kdaj nazaj prišel, glede na to, da delaš na Gorenjskem, da si blizu. Verjamem tudi, da naši poslušalci ste dobili nek mali pogled, oziroma kar dosti široko smo povedali določene stvari. Dobrodošli na podcastu, vdajte prosim malo šerat, malo lajkat tale podcast. Imate tudi spletno stran od Kriptokrata, imate v opisu. Prav tako smo zdaj tudi na digitalnih platformah Spotify in ostali, tako da tudi tam lahko spremljate. Boštjan, še enkrat hvala, ker si se zelo povabil. Tudi vama dvema hvala za ta prijeten pogovor. Jaz vem, da je še dosti tem, ki bi jih lahko odprli. Čas je sicer omejen, ampak za neko pokušino je pa mislim, da čist dosti, pa verjamem še ob kaki drugi priliki. No. Tako da hvala vama obema. Sigurno. Ajde, Fifs. Let's see it.